Dve hiši, dva različna sistema, ki kažeta, da ogrevanje danes, seveda ob investiciji, lahko tudi poceni. Lastnik je hišo v Kisovcu pri Trbovljah zgrajeno leta 1985 pred 3 leti opremil s toplotno črpalko. Stroški ogrevanja so se drastično znižali. Okrog 2600 evrov je bil nekje strošek ogrevanja letno. Tako da smo imeli in za sanitarno in za ogrevanje hiše. Od uporabe toplotne črpalke, tle pa elektriko kurimo, je pa se zadeva znižala, tako da imamo letno porabo električne energije nekje med 600 in 700 evri. V hiši živi 8 ljudi, 3 generacije, investicija pa se bo povrnila v nekaj letih, je prepričan lastnik. Tako da ta zadeva se bo povrla mi nekje, jaz sem računal, med 5 in 6 leti. Prav ta vrtina v kompletu z toplotno črpalko. Druga, sodobnejša hiša v Savinjski dolini, zgrajena pred nekaj leti, je opremljena s sončno elektrarno in toplotno črpalko. Strošek ogrevanja pa je nizek. Praktično to ogrevanje je zastonj, okolju najbolj prijazno, mesečni strošek je pa edino prispevki za električno energijo, ki pa znašajo od 15 do 20 evrov. Prednost uporabe tovrstnih tehnologij je tudi udobnost, ni potrebno skrbeti za zalogo drv ali nafte, vse nastavitve pa se izvajajo na telefonu. Ogrevanje in hiše pa lahko upravljamo tudi preko telefona, zelo pregledna aplikacija, isto lahko nastavimo recimo želeno temperaturo v prostoru. To zadevo avtomatsko povečam in zdaj mi bo tudi zadevo osvežil, ponovadi tam dam na 20 stopinj, ko grem na dopust, z dopusta pa pol dvignem in to. Ko prijem domov, je normalno že vse toplo. To si prej ne moreš predstavljati, ko imaš ali ne bo to olje, ali ne bo to drva, ne moreš, ker moraš priti domov in to zalaufati. Tako da to je super, kar se tiče udobja. Investicija v toplotno črpalko v nobenem primeru ni nizka. Zato je zelo pomembno, da se kupci dobro prepričajo, tako da dobijo dobro napravo, dobro opremo in tudi, da je poskrbljeno za dobro izvedbo. Saj nas pogosto kličejo lastniki toplotnih črpalk, ki so v stiski. Ampak samo zaradi tega, ker so pri nakupu gledali na ceno in imajo sedaj problem, bodisi s tem, ker naprava ne odgovarja njihovim zahtevam in potrebam, bodisi ker je naprava prehrupna, moti njih, sosede ali celo ulico, bodisi tega, ker nimajo ustrezne tehnične podpore ali servisa.